mesto Jeruzalem, Jeruzalem, kjer Gospod je umiral. Na te misli mesto Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Molimo. Sveti Bog, ko letos skrbno obhajamo postni čas, naj se tako poglabljamo v velikonočno skrivnost, da se bomo veselili njenih bogatih sadov. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog hoče naše ljubezni. Berilo iz knjiga preroka Ozeja. To govori Gospod. V svoji stiski bodo po meni koprneli. Pridite, vrnimo se v Gospodu. On je raztrgal, pa nas tudi ozdravi. Zadal nam je rano, pa nas tudi obveže. V 2 dneh nas oživi, 3. dan nas vzdigne in živeli bomo pred njegovim obličjem. Neto si prizadevamo spoznati Gospoda. Prišel bo zanesljivo, kakor jutranja zarja, prišel bo k nam, kakor jesenski dež, kakor spomladni dež, ki zemljo ovlaži. Kaj naj počnem s teboj, Efraim? Kaj naj počnem s teboj, Juda? Vaša zvestoba je kakor jutranja megla, kakor rosa, ki hitro izgine. Za vodjo tega jih obtesujem po prerokih, jih ubijam z besedo v svojih ustih in kakor luč se dvigne moja sodba. Da, hočem ljubezni in ne daritve. Spoznaj Božjega bolj kot žgalne daritve. To je Božja beseda. Bog hoče ljubezni, ne daritve. Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho, popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti. Bog hoče ljubezni, ne daritve. Nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca ne zametuješ. Bog hoče ljubezni, ne daritve. Gospod, dobrotljivi in milostivi, bodi Sionu in pozidaj jeruzalemske zidove. Tedaj boš sprejemal prave daritve, tedaj ti bodo darovali na oltarju. Bog hoče ljubezni, ne daritve. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je povedal Jezus to priliko nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so druge zaničevali. 2 človeka sta šla v tempelj molit, eden farizej in drugi cestninar. Farizej se vstopil in je sam pri sebi takole molil: Bog, zahvalim te, da nisem kako drugi ljudje, roparji, krivičniki, prešušniki, ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat v tednu, 10. dajem od vsega, kar dobivam.
Cestninar pa je stal daleč in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je še upravičen na svoj dom, oni pa ne, zakaj vsak, kdor se povešuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. Kristusov evangelij. To gre za poznano priliko, poznan prizor in odlomek evangelija. Vemo tudi to dobro, kdo so bili cestninarji, že samo ime pove, tisti, ki so pobirali davke za tujo oblast, za Rimljane. In vemo, kdo so bili farizeji. Zelo, kako bi rekel, pikolovski, kar se tiče postave, ampak je in morda zelo zunanji, zelo površni zaradi tega tudi. In obtožba, ki Jezus skozi v evangelijih naslavlja, ki jo naslavlja na farizeje, je ta zunanjost oziroma to ponašanje, to biti v prvih vrstah, to, da se postavijo v spredju, da jih vsi gledajo in častijo na nek način. Je pa tudi kar precej trd do teh oblasti verskih, drugih predstavnikov, tudi njih obtožuje, da kradejo. Da kradejo, tako da niso zelo različni in drugačni od cestninarjev. Vendar v tem prizoru, no recimo, da ta farizej bil res tako pravičen, navzven. In farizej navzven je kradel. Ne? In jasno, tukaj je en nivo pravičnosti. In se vsi strinjamo, da so določene meje in treba reči, kaj je prav in kaj ni prav. Ampak gotovo, ko govorimo o grehu, o pravičenosti človeka pred Bogom, gre gotovo za nekaj globljega. Ne moramo se ustaviti na tem nivoju. Ne? Bi bilo preveč tako, kako bi rekel, bi se preveč delili ljudje, bi ne mogli zrast kot bratje in sestre. Te možnosti bi ne bilo. Gre za nekaj globljega. In ko govorimo o globini, sploh ko gre za vero in za duhovnost, kaj pomeni? Ni toliko, da nekaj notri čutimo v središču našega bivanja, tudi telesnega. Ne? Za Jude vemo, da je središčne je bilo torej, ne želodec ravno v tem negativnem smislu, ampak tukaj, ne? Tam pri želodcu je bilo središče človeka. Tam človek najbolj čuti, ne? Je najbolj napet, če kaj ne gre, ali pa vesel. Globina za nas je odnos. Zelo preprosto. Odnos. Ni druge globine. Ampak vprašanje je, kakšen odnos. A je odnos res iskren in tukaj je globina? Ali ni? In ali je res odnos ljubeč, ali pa ni. Prevare, ki se dogajajo v odnosih. In tukaj gre, ko govorimo o grešnosti. Tukaj gre, ko v postu govorimo o tem, da se
človek zave svoje grešnosti, jo prizna, spove in vrne k Bogu. V ta objem, ki je sinovski, ljubeči in očetovski. Ni druge globin, ni treba ne vem kaj iskati. Ampak je res vprašanje odnosa, odpuščanja, seveda, ker vprašanje je vprašanje odnosa. In na nek način tudi notranjega ustajenja, kot človek, ki je odpuščen, ponovno lahko zaživi. Svobodno, v odnosu ljubeče, v odnosu prijateljsko, v odnosu sinovsko in očetovsko. K temu se vračamo. In da bi bil res dan ta blagoslov, sploh v tem postnem času, ta milost je gotovo ena prošnja, ki jo vsa cerkev izreka in nosi še posebej v tem času na oltar in tukaj na ambon.